Pozdravljeni, danes podimo v leto 1940, v čas, ko je nacistična Nemčija napadla Zahod. Zgodaj zjutraj 10. maja 1940 je Nemčija začela nov veliki napad. Več kot 3000 elitnih nemških padalcev napade Nizozemsko in Belgijo. Toda to je bila samo vaba, da so Francozi mislili, da jih bodo Nemci zopet napadli kot leta 1914 v času Prve svetovne vojne. Francozi pod poveljstvom generala Gemlina pošljajo elito svoje vojske na mejo med Belgijo in Francijo, kjer bi prestregli Nemce. Nemško vodstvo je bilo navdušeno, da je njihova past delovala, zato je poveljnik nemških zračnih sil dal ukaz, naj bombardirajo francosko-angleške položaje. Medtem pa bodo nemške tankovske in oklepne sile izvedli pravi napad skozi ardenske gozdove. Nemška vojska je v Francijo poslala več kot 2000 tankov, 2000 letal, več 1000 topov in preko 3 milijone vojakov. V Luksemburgu, Belgiji, na Nizozemskem medtem ustvarijo ogromen preplah. Ljudje bežijo, saj se vse več nemških padalcev spušča na njihovo ozemlje. To so bili posebno izurjeni vojaki. Njihov cilj ni bil ukorakati v mesta, ampak zgolj zavzeti bunkere in uničiti protitankovske ovire. 16. maja vse 3 države podpišejo kapitulacijo Nemčiji. Potem, ko so se nemške tankovske in oklepne enote prebile iz ardenskih gozdov in odrezale francoske tankovske enote od oskrbovalnih poti, je Luftwaffe pričel z bombardiranjem železniških tirov, skladišč z orožjem in druge industrijske enote, so Francozi ugotovili, da so začeli izgubljati. Nemci so čisto uničili Francoze. Kljub temu, da je Francija imela več tankov, ki so bili veliko močnejši od nemških pancerjev, so Nemci, zahvaljujoč taktike bliskovite vojne in dobrih komunikacijskih tehnik, uničili vse poskuse francoskega upora. Celo Sedan, kjer so imeli Francozi preostanek svojih enot, so mesto Nemci osvojili v manj kot enem dnevu. Toda osvojitev mesta Sedan je imelo večji pomen. Nemci so zgradili ogromen most čez reko Mosel in s tem poslali vse svoje močne enote v notranjost Francije. S tem so lahko zaobšli nepremagljivo magnitovo linijo. Francoski general Charles de Gaulle je 7. maja poslal svoje zadnje tankovske enote v napad, da bi odbil nemško napredovanje. Toda ker niso imeli zračne podpore, so Nemci v napad poslali svoje štuka bombnike, ki so zelo hitro uničili francoske tankovske enote. Nemci so tako hitro napredovali, da Francozi niti vedeli niso, kje so Nemci. Zaradi vse zmede so se francoski, angleški in belgijski vojaki 28. maja umaknili do pristanišča Dunkirk. Tam se je začela velika evakuacija. Evakuacija je bila uspešna. V 8 dneh se je rešilo 338 tisoč vojakov, ostali so padli v nemško ujetništvo. Nadaljevali so se zgolj manjši spopadi, do 14. junija je bila nemška vojska v Parizu in s tem so Francozi vedeli, da so izgubili vojno. Tudi Italija je napadla južni del Francije, toda niso bili tako uspešni kot Nemci. Zdaj, ko je bilo spopadu konec, so nemški vojaki po vseh tednih neprestanega bojevanja lahko odšli počivati. Nemci so počivali in spali po več dni skupaj. Nemci so vedeli, da so utrujeni vojaki ne morejo več spopadati. Zato je nemško vodstvo poslalo v Francijo še dodatnih 1000 SS vojakov, ki so bili fanatični nacistični vojaki in bodo pobili vse, kar se ni še predalo. 22. junija je v Francijo prispel tudi Hitler, kjer je francoska vlada podpisala kapitulacijo v istem vagonu, v katerem so Nemci morali podpisati kapitulacijo leta 1918. 25. junija so Francozi podpisali primirje tudi z Italijo in tako se je končala bitka za Francijo. Zdaj, ko so Francozi poraženi, so Nemci dobili v last dodatnih 2000 tankov, več 1000 letal in več 1000 kosov orožja, streliva in veliko vzvišenost. Prav zaradi tega bo Hitler čez 1 leto napadel svojega največjega zaveznika. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč.
Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.